ko bom pa 42 stara, grem pa na 42. Pa ne bom čakala, pa sem rekla, pri 41 grem leta za probo. Sem bila navajena, da sem v svoji kategoriji bila kar skoraj zmeraj na stopničkah. Recimo v Rotterdamu sem bila šele 6. Vem, da mi je mož rekel, da ne bom kar mirna, da bo vse v redu, ampak sem videla, da je nekaj hudo narobe, a ne. Izkoristi zdaj to, če ti je bilo dano, da si še enkrat lahko zaživela, živi naprej. Ja, če pa ti lahko vadiš prav, jaz sploh ne smem jamrati, a ne. Drage tekačice, dragi tekači, spoštovana publika, po dolgem deževnem obdobju se je tudi v Sloveniji naredilo poletje, ne morete verjeti, a čakati je bilo treba skoraj da do solsticija poletnega, ki prihaja v parih dneh v našo deželo. Najdaljši dnevi so, ja, kdo bi si mislil, ja, da bo čez nekaj dni se začel dan že krajšati. Ja, pa še nič nismo imeli od vsega skupaj, tako da užijte poletje, pa vse vročinske vale, nič se pritoževati, tečpejte pa zjutraj ali pa zvečer ali pa po noč, kakorkoli že, vmes si lahko zavrtite tale podcast, to je številka 205, z mano pa cenjena in spoštovana Katja Rakušček. Katja, živijo. Živijo. Kaj pa v Žireh, kakšno je pa tam vreme? Tudi danes je tukaj se naredilo prekrasno vreme, tako kot da si ti rekel, pejte ven, zdajle pa ne bo izgovorov, da gre dež ali pa karkoli drugega, samo ven je treba iti. Izkoristite lepe dneve zdajle. Tako je. Tale podcast je pozdrav poletju na način, ja. Sonce pa še kakšno zanimivo zgodbo bo prinesla na ekrane pa na ušesa najinih poslušalk in poslušalcev. Katja, najprej začetek, kako si? Hvala, dobro. Pa ti? Mislim, Bog ne daj, da bi se kaj pritoževal, Bog ne daj, ja. Tekel še bom danes, ti pač nisi, si pa športala že, kaj ne? Sem naredila en mal daljši sprehod s svojo vnukinjo, sva šla po mleko, po domače mleko, tako da sem že naredila fejst sprehod, zdajle sem jo pa nazaj oddala, da sem lahko tukaj s tabo in z vami. Sem zelo vesel, da si se odzvala mojemu vabilu, nekaj časa sem okleval, da te povabim, ja, potem pa sem rekel, nič, te bom kar vprašal, najprej pa ne bo akoj s težkimi temami, pa vseeno se temu ne moram izogniti, pa te bom vseeno vprašal, je težko govoriti o tem, kar bi danes govorila? Ne, meni dejansko ni težko govoriti o tem, ker to je pač življenje, to so realne stvari in jaz ničesar ne skrivam, tudi skrivati ne morem. V bistvu, če se pa koga dotakne, se ga dotakne na pozitiven ali na negativen način, ampak meni ni težko o tem govoriti. V bistvu sem prebolela zelo hitro in če me kdo kaj vpraša, se pač pogovorim tudi o tem. Ampak ponavadi me ljudje ne sprašujejo veliko o tem, ampak samo na ta vprašanje, kako si kaj in tako naprej, a ne. Tako da ne, ni mi težko in sem vesela, da si me povabil. Ne odzovem se v bistvu čist vsem medijskim hišam, bom rekla, zato ker lih preveč medijsko se nočem izpostavljati, no, nisem tak človek. V bistvu sem pa del tele scene, bom rekla, zagreta za tek, že cel življenje, a ne, tako da, in sem še skozi zagreta za tek, čeprav ne tečem več, a ne, tako da, ampak spremljam pa vse in v bistvu mi je v redu, no, da si me povabil. Sem še enkrat več zelo vesel, da si se odzvala. Nekateri poslušalci in gledalke se Katja že spomnite z tega podcasta 2 leti pa pol nazaj, ko sem imel serijo oddaj v tekaških skupinah, je Katja tudi takrat predstavila svojo sportka iz Žirov. Je to, ona je bila tudi zagrizena tekačica, sicer pa, naj obnovim, kondicijska trenerka, vaditeljica atletike, lastnica vadbenega studia. Sportka iz Žirov je današnja moja gostja, od malih nog je športala,
Ogromno je preizkušenih športov, pot jo je zanesla tudi v tek na vse zadnje in zelo hitro je začela dosegati odlične rezultate. Odtekla je kar 14 maratonov doma in po svetu, kar na 10 od teh je bila na stopničkah. No in priprava na Trail Vipava, Ultra Vipava Valley leta 2022 pa se je pripetila huda nesreča. Na turnem smučanju je ostala brez desne noge pod kolenom in čakalo jo je dolga in zahtevna rehabilitacija, no, njen pozitivizem, odločnost in vztrajnost, o tem bova tudi govorila, pa njen mož, 3 sinovi, ki so ji pomagali na tej dolgi poti, so jo po 2 letih pa pol spet pripeljali, bom rekel, pred moj mikrofon. O tem bova spregovorila, o njeni življenjski filozofiji, ki je, vsaj kar jo jaz spremljam, lahko zgled mnogim. Eno, bom rekel, eno od njenih gesel je tudi: gibajte se, migajte, zato, ker to delate lahko. Tako. Katja, jaj, ne vem, kje ne začnem, ampak dajva začeti malo bolj nazaj. Katere športe vse si gojila kot mlado dekle? V bistvu zelo v osnovnošolskih letih sem bila v bistvu vsestranska športnica. Tu smo bili multipraktiki, cele dneve smo zunaj noreli, se poznaš verjetno, kako je bilo včasih, a ne, nismo bili nič noter, smo bili samo zunaj, ali je bilo to zima, je bil poletje, ni važno. Drugače sem pa, najprej sem igrala nogomet in to s fanti. Ker ženskih ekip ni Takrat bilo, še ni zato. bilo ženskih ekip, a ne, in sem igrala s fanti. Mislim, da sem bila tudi prva registrirana nogometašica, no, kakor so mi povedali, no, tako da, Bravo. da sem imela registracijo, ne, in v bistvu, ko mi je pa malo nerodno ratalo v garderobi, meni in drugim fantom, sem pa potem malo bolj zaključila s tole fuzbalsko kariero. Igrala sem pa košarko tudi, no, kar veliko. Potem malo kasneje odbojko. Potem smo zelo veliko odbojko preigrale s puncami. Takrat sem že tudi tekla na smučeh, kolesarila, tudi tekla. Takrat recimo ni bilo še tako popularen tek. Če sem šla jaz skozi žiri, pa da sem tekla, sem slišala zelo različne opazke za mano. Katja, a te zapeljem, a se ti kam mudi? Ja, a ne? Tako da, ja, v bistvu sem bila res ta multipraktik, smučala vse, se pravi, tam konec srednje šole sem pa že mičkeno se z alpinizmom, s turnim smučanjem me je zelo povleklo, plezala sem. Tako da sem tudi potem, ko sem moža spoznala pri 20 letih, sva potem vse te športe nadaljevala skupaj. 99. leta sva šla tudi potem na eno, se je ponudila ena priložnost, da sva šla na eno odpravo v Perujske Ande. Jaz sem vzela tudi smučke s sabo, tako da sem odsmučala en tako zelo dober alpinistični smuk iz 6345 visokega Čopikalkija. To je kar ena visoka gora tam v Perujskih Andih. Tako da to je bilo 99. leta, takrat sva že imela doma prvega sina, Cene je letnik 97, tako da se še dobro spominjam, imam samo lepe spomine na to odpravo, res vse je bilo okej, ampak ko sva klicala domov, se je oglasila mami, takrat še ni bilo mobilnih telefonov, in je dala tam sina na telefon, in ko se je oglasil, govoril še ni glih prav veliko, ampak rekel pa je že: "Mami, tata." In meni so se usule solze in nisem mogla nikdar govoriti z njim po telefonu, zato ker sem se začela jokati. In sem šla en teden dober, pred koncem odprave sem dobila avion, da sem šla domov, ko me je tako, v bistvu to domotožje dajal, a ne, tako po sinu. Tako da, to je bila kar ena taka lepa, ampak tudi huda izkušnja. No, mislim, veliko stvari bi te zdaj lahko vprašal, bom začel tamle 6500, mislim, to pa ni več kar tako hec, da greš dvakrat na Triglav, pa potem letiš na 6500, to pa rabi že malo več resnejših priprav, pa ne samo, rekel, v hribolazenju, potem tudi
turno-smučarskih in tako naprej. Kako se pripravljaš na tako odpravo Sise, recimo? Ja, najbolj je bila važna dobra kondicijska priprava in pa to, da sem bila usmučana, a ne, se reče, a ne po domače, ne da bi celo sezono nič smučala, potem šla pa na 6300, tako da sem jaz opravila tisto leto kar veliko kondicijskih treningov. Sina sem imela v nahrbtniku in sva tekla na bližnji hrib pa nazaj, pa na bližnji hrib pa nazaj, tako da sva imela skupen trening. Mož je bil tisto leto v vojski, tako da on je pa treniral v vojašnici, tako da sva se nekako uskladila, no. Dejansko seveda veliko tornih smukov sem naredila, tudi veliko težjih spustov, takih alpinističnih po kakšnih grapah. Potem pa tudi Gros-Venediger, Grossglockner, se pravi vse tule bližje, da so bile vse malo višje, a ne, tam 3000, čeprav se še skozi ne da primerjati, a ne, v Perujskih Andih je bilo izhodišče mesto na 3000 metrov, a ne, tako da tukaj na treningu je bila pa 3000 ta najvišja točka, recimo, a ne, ki smo jo lahko dosegli, ampak pač zato so pa potrebne potem aklimatizacije in tako naprej, a ne. Koliko časa traja taka odprava, recimo, si predstavljam, da to ni samo 14 dni, da je to kar nekaj več tednov. Ja, mi smo bili 5 tednov, se pravi, zaključila sem jaz malo prej. En teden si pač v eni dolini, v enih hribih, kjer se izbereš neko izhodiščno točko z baznega tabora, probaš osvojiti čim več vrhov, če ti vreme le dopušča. Jaz moram reči, da smo imeli kar srečo z vremenom, kar je super, a ne, lahko bi se zgodilo, da bi šli dol pa tudi enega vzpona opravila, ne, tako da smo, v bistvu sem bila še na 2 6000-akih, pa še na 2 čez 5500, tako da smo kar naredili eno lepo turico, pa dober mesec, no, je kar trajalo. Kako zahtevno se je recimo uspeti na 6000-ak, mislim, glede, ne vem, višinskih bolezni, mislim, aklimatizacije take in drugačne, saj koliko časa traja, se to tudi ni v enem, bom rekel, raztežaju, ne prideš gor, niti dol, tudi nekaj časa traja, pa tabori so vmes. Mi lahko malo razložiš čistko, sem si slišal zgodbe, pač s Himalaje, ampak a je tukaj podobno, je drugače, kako izgleda vse skupaj? Ja, meni se zdi, da je najbolj pomembna tista postopna prilagoditev, a ne. Recimo, štartaš iz Lime, ki je na nič, a ne, ker je to ob Tihem oceanu, a ne, in potem se pelje z avtobusom na 3000, a ne. Že tisto je en šok, da čutiš tisto, ne vem, šumenje v ušesih, moraš že izenačevati malo, pihati skozi nos in tako naprej, a ne. Ko se pa ustališ na 3000, moraš pa spet biti na teh 3000 nekaj časa in si vzeti 2, 3, 4, 5 dni, pa greš samo na bližnji hribček, ne vem, narediš 500 ali pa 400 višincev, pa se spustiš nazaj. Pa probaš spet drug dan iti in tako naprej, postopoma. Jaz se spomnim, da smo si cel teden vzeli, da smo lepo postopoma, preden smo šli v prvo dolino, kjer smo se izbrali, pač da bomo osvojili en 5 pa en 6000-ak, a ne. Spomnim se ene skupine, mislim, da so bili eni Primorci, bom rekla, zelo dobro fizično pripravljeni fantje, ne. In na hitrico so leteli na 4,5 takoj, da bi šli kar naprej, a ne. In dejansko glavoboli, bruhanje, kot si rekel, višinska bolezen dejansko, a ne. Se pravi, ne moreš čisto prav nič prehitevati, a ne. Mi živimo jaz recimo na 500 višine živim, a ne, ne moreš potem na 4,5, da boš pa enako živel, a ne, se pa že le toliko zmanjša vsebnost kisika, a ne, tako da, se pravi, postopnost. Jaz mislim, da to je najbolj pomembno. Si ti sama imela kakšne težave, bom rekel, na teh vzponih, ali si jo dobro odnesla, si upoštevala vse varnostne ukrepe in vse ostalo, da ti ni, bom rekel, kakšna stvar prekrižala načrtov? Ja, jaz moram reči, da sem kar dobro prenašala to višino, no. Sicer bila sem za na vrh, ko sem imela pač čez smučke, pa sem imela kar malo težjo obremenitev še na ramenih, a ne, sem bila zelo počasna.
Res sem hodila počasi, ne vem, 20 korakov, pa sem se mogla majhen ustaviti, pa odpočiti to recimo od 5,5 ali pa naprej, a ne, od 5500 naprej. Pred niti ne, a ne, ampak od takrat sem bila pa res, se mi zdi, počasna, ampak sem lepo počasi napredovala, a ne, in v bistvu sem, tudi ko sem šla gor, smo šli v smeri točno tam, kot sem si jaz zamislila, da bom potem nazaj tudi smučala. Ker tam pa, če zgrešiš kakšno smer, so pa samo prepadi okrog, seraki, ne vem, 300-metrske luknje, tako da nimaš, ti ni spasa drugega. Tako da res smo si dodali, tam, kot gremo gor, pregledamo, zapičimo mogoče še kakšno zastavico, da vidimo, kje smo, a ne, in nazaj mi je šlo pa kar hitro, no, nazaj me pa mož ni več lovil, no, tako da. Nadol si boljša bila pa. Tako, ja, tako, navzdol sem bila boljša. Alpinizem, zimski alpinizem, smučanje s hribov, sliši se, pa tudi je kar nevaren šport. No, zdaj, ok, tebe praviš, te zadeve so te vlekle, zelo vlekle, po drugi strani si imela neko, bom rekel, že mal bremzo, pa otroci z družina in tako naprej. Kako potem si to uskladila sama v sebi? Ker si predstavljam, če greš na neko tako odpravo, moraš biti pa 100%, da vmes ne boš imel nekih pomislekov, ker potem to vodi lahko v res kakšne resne zaplete. Se pravi, če greš, vse upoštevaš, ampak hkrati vsakič znova pri takih zadevah tudi kar veliko tvegaš. Ja, jaz mislim, da sem si takrat res zaupala sama sebi, mislim, da sem se dobro poznam in vem, da sem bila zelo dobro pripravljena, in v bistvu sploh nisem pomislekov imela, da bi šlo lahko kaj narobe. Že takrat sem si rekla, če bo kakršnakoli nevarnost, ne grem. Obrnem in grem nazaj. In to se mi je zgodilo na eni gori, to je najvišji vrh Huascaran, ki je pa še višji kot ta, je pa 6800 visok skoraj, ne. Takrat sem pa dobila pomisleke, so bile smrtne nesreče pred mano gor, so se podirali seraki, plazovi in tako naprej, sem jela, hvala lepa, jaz ostanem tukaj v baznem taboru in ne grem. In se pravi, sem se želela res tisto tveganje pa na minimum dati, ne. Kako je, recimo, že prej tvoja okolica, tvoja družina sprejemala, recimo, te dokaj zahtevne športe, si jih pomirila ravno s tem, ker si se ogromno pripravljala, pa si bila, bom rekel, prepričana vase, kako pomiriti, bom rekel, svojo mati, ki je pazila tvojega sina doma, vse bo v redu, se vidimo čez 5 tednov. Pa ne vem, mama je zelo podobna, sicer je pokojna že zdaj, ravno po moji nesreči je umrla. Mama me je podpirala pri tem, ni nikoli pomislila, ja, kva pa vi uganjate to, a ne. Tudi ona je športnica, a ne, in je bila športnica in me je razumela, a ne, tako da me je čisto podpirala in nikoli nismo imela problemov s tem, no. Zanima me ravno zaradi tega, no, ker verjamem, da poslušam te zgodbe. Včasih je težko tudi za svojce, bom rekel, za partnerje, za širšo družino spremljati, bom rekel, zagrizenega športnika, ki ga pač vleče, bom rekel, nekaj, kar je sorazmerno nevarno, a ne, in tukaj je treba imeti zadeve dokaj razčiščene, tudi zaradi tega, da športnik oziroma tisti, ki gre, nima v glavi potem te zadrege, a ne, da pač s tem bremenom ne stopa, bom rekel, vsakič znova na neko pot, a ne. Kot sem rekla, no, jaz sem šla zmeraj, sem vedela, kje je meja. Do tukaj grem, naprej ne grem več. Recimo nikoli nisem šla v hribe, ko je bilo nevarnost plazov ali karkoli, a ne. Sicer se mi je potem nesreča naredila ravno v hribih, a ne, pa sem tudi upoštevala vse, ampak so tudi objektivne, subjektivne zadeve, ki lahko pridejo na pot, a ne. Vsakič znova. Tako. Vsakič znova, no, ampak alpinizem, smučanje je potem stalo malo na stranskem tiru, ko si dobila pa še drugega sina, pa tretjega, pa a ne, si zalaufala življenje, pa postavljala dom in tako naprej. Takrat pač ni bilo, mislim, časa ni bilo, se pravi, s to željo tudi mogla dati malo na stran, ne.
Tako, takrat sem v bistvu mičkan dala v kot smuči, bom rekla, ampak vse sva še šla kdaj na kakšno turno smuka, ampak recimo tele kakšne lažje v bližini, pa kakšne lažje variante, pač ni bilo časa. Takrat pa res, a ne, da greš neko dobro alpinistični smuk odpeljati, moraš biti vpeljan. In ne moreš iti na alpinistični smuk, če greš prijet na dva hribčka odsmučati, a ne. Tako da sem dejansko mičkeno dala turne smuči v kot, pa sem bolj alpske, smo se z otroci, smo smučali na smučiščih, hodili smo vsak let v Dolomite, še zdaj hodimo, no, že od malih nog hodijo z nama smučati, tako da smo pa na ta način se tudi prav fejst smučarsko imeli. Kako potem, rekel, ta vsestranska športnica, ki veter v laseh, bom rekel, dviga adrenalin, pa jo navdihuje z življenjsko energijo, najde potem tek, ki je dokaj monoton, pa počasen, napram vsem ostalim dejavnostim, ki si jih prej počela. Pa tek, recimo, jaz sem bila že v osnovni šoli, sem rada tekla. Pa že takrat se je videlo, da sem dolgo prohašica, a ne. Na 60 metrov sem bila bolj tako povprečje, ko so bili pa daljši krosi, pa vzdržljivost, se je pa že videlo, no, da sem, je rekel profesor športne vzgoje, da sem kit, a ne. Tako da sem imela že v bistvu, se je videlo, da en talent mogoče imam, ampak nisem nikoli pomislila, da bi recimo pa atletko trenirala takrat, a ne. Pa te nobeden ni ali pa tako danes take mlade punce, a ne, kot si bila ti takrat, bi hitro usmerili v nek, bom rekel, malo bolj resen tekmovalni šport. Pa ja, mogoče takrat to tudi ni bilo toliko popularno, saj tulele v bližini to ni bilo društev, klubov, mislim, da so bile v Škofji Loki ali pa Kranj pa Ljubljana, a ne, v bližini, a ne. daleč, ja, to je pa že Ja, bolj daleč, ja. daleč, a ne, tako da dejansko nisem prišla v ta šport, pa v bistvu sem tudi kar hvaležna mogoče, da sem vse druge športe, druge dala skozi, pa da sem potem šele, bom rekla, kasneje ta tek vzljubila, čeprav imam tamle za sabo, sem prav pogledala, z leta 87 imam pa že prvo medaljo iz teka, ke je bil še tek po ulicah Žirov, sem zmagala takrat, se pravi leta 87. No, pol bo jasno, da slej ko prej se Katja Rakušček vrne na tekaška pota in potem ampak si se zaradi kondicije, zaradi tega, ker je bilo najmanj časa za to potrebno, pa še vsem si, a ne, lahko športala, zakaj potem tek? Kot si rekel, tek je najbolj, ti si rekel, no, da je dolgočasno, a ne, ampak ne, meni je to super. Provociram seveda, Ja, provociram. tako, recimo daš vse otroke spat zvečer, ja, edino še eno urico lahko grem odlaufat, odsmučati ne morem iti več ob 9 zvečer, a ne, ali pa, ne vem, kaj drugega, kolesar tudi ne, a ne, se pravi, okej, grem pa en krog odteč, a ne, tule imam takole en kratek krog, imam 6 kilometrov, pa če sem šla še 2 kroga zvečer, enega ali pa 2 zvečer, in najlažje je dobiti čas za tek. To drži, lahko to Ja. počneš kadarkoli, 14 Tako. ur na dan, če se tega lahko loteš, lahko greš praktično z lastne hiše, se vrneš tja in nekaj si naredil pol ure že, kaj šele v 1 uri. In ti si začela teči, potem si rekla, itak bom šla pa še na kakšno tekmo, če se že pečam s tem, ali kako. Tako, ja. V bistvu sem takrat tudi opravila licenco za voditeljico atletike, sem prevzela tudi mlade atlete, pa sem se seveda že z njimi preganjala, a ne, dol, se pravi, to je bilo po rojstvu 3. otroka, se pravi, pri 35 letih sem jaz potem pa res začela malo bolj teči, pa sem videla, da niti nisem toliko počasna, a ne, tako da me je kar povleklo, no, in potem sem enkrat, pravzaprav na prvo tekmo me je spravil moj mož na, to je najstarejši gorski tek saj veš, kateri je najstarejši gorski tek? Iz Podbrda, praviš? Bravo, na Črnoprst. Težko. a ne, kakšna dobra prva izkušnja sem dobila. Če te tam ne mine. Samo gor, ja.
To je Ja, v 6 kilometrih, ne vem, 1300 1400, višin. ja, tako, Ja, tako, noro. tako. To pa ni ravnine. Mislim, Te pa enkrat ni se ravnine. mal poravna, tako da Ja, lahko v bistvu dvakrat vdihneš, pol je pa spet takole, ja, noro, tako, noro. tako. Tako da To je to je bil bila tvoj moja prvi tek. Prav. prva tekaška izkušnja in tam je šlo pa samo, pa pojmo pa še Ljubljanski maraton probati, a ne, in sem šla, mislim, da sem šla kar ta prvi že na 21, sploh nisem šla na 10, no. Pa mislim, da sem šla ta prvič 1:43 pa še nekaj, se mi zdi. Pa smo pa začeli malo bolj resno trenirati, kakšne intervale smo vključili in pa so šli pa rezultati lepo, kar počasno navzgor, no. Tako da. In seveda pol ideja, da boš pač maraton tekla, je prišla sama od sebe. Tako, takrat sem si že rekla, ko bom pa 42 stara, grem pa na 42. Pa ne bom čakala, pa sem rekla, pri 41 grem leta za probo. Pri 41 za probo maraton, pri 42 pa za res maraton, ja, tako da. In šla si seveda v Ljubljano, a ne, V Ljubljano, prvič. ja. Tako je, a ne, in mislim, če za probo tečeš maraton v 3 urah 17, a ne, kaj potem šele tečeš za res, mislim, to ni bila taka proba, je bila. Proba, kako bom zdržala 42 kilometrov, bolj tisto psihično, a bom jaz zmogla iti celih 42 tako, a bom pri 30 rekla, dosti imam jaz tega, odstopim pa grem peš, ampak je šlo v redu. Glava je bila na svojem mestu. Izjemen dosežek, no pol ti greš, čakaj, to moraš čistila, ne. Ti greš na maraton za probo, dan prineseš pa medaljo, ker si bila na stopničkah. Ja, ne vem, tako je bilo. Jaz, ko grem, se v bistvu potrudim, no. Probam dati vse od sebe. Zgodilo se je tudi, da sem šla že s kom tudi na maraton, ampak sem spremljala njega in sem se njemu prilagodila. Če grem pa sama, ponavadi probam dati tisti maksimum od sebe. Pravi, imaš ta, rekel, tekmovalni naboj, Ja, da ne boš šla pa malo trimčkati na tekmo, pa sam zato, da si tam, ko si tam, grizeš kar da. tako, če grem res, da rečem, da sama tečem, dam vse od sebe, imam tiste malo tekmovalnosti samo s sabo, a ne, se ne primerjam z drugim na maratonu, rekreativci se primerjamo samo sami s sabo, a ne. Če pa si najdem družbo, pa če me kdo prosi, a bi me ti spremljala, če mi boš pomagala za kakšen rezultat na 21 ali pa karkoli, se pa prilagodim njemu, a ne, in jaz lahko tudi samo trimčkam ali pa, če pa grem sama, dam pa vse od sebe, no, ponavadi je bilo tako. In ti, bom rekel, pokali in medalje zadnji tam vidim na kredenci, na Omari gorih je kar veliko, ne? Ti nekaj potem pomenijo, so ti pomenili, ko si prišla v cilj, ko so te poklicali na oder, ti je pomenil, da so te nagradili za tvoj trud. Ja, sigurno, jaz mislim, da če bo kdo rekel, da mu nič ne pomeni, ko dobi kakšen pokal, pa je bil dober, in če veš, da si se potrudil za to, a ne, da ni priletelo samo od sebe, da si to zato mogel nekaj vložiti, da si se na tekmi potrudil, je to vsekakor eno tako zadovoljstvo, potrditev, ne vem, da dobro delaš, in da boš lahko samo še boljše, a ne. In na drugi strani, kontra vprašanje, si kdaj imela kakšne plane, ko si šla na tekmo, pa se niso išli, pa si bila razočarana, ko si bila recimo na 4. mestu, pa si računala, da boš med 3. Ne, to pa nikoli. To mi pa ni bilo nikoli prioriteta, da imam jaz cilj, da bom med 3, recimo. Jaz imam cilj, da odlaufam karkoli, najboljše, kar se da. Kaj bo pa to prineslo, se pa potem vidi, a ne. Kakšna je konkurenca, kdo pride in tako naprej. Se pravi, s tem se pa nisem nikoli obremenjevala. In tudi razočarana nisem bila. Recimo sem bila, ne vem, v Rotterdamu, a ne, pa sem bila navajena, da sem v svoji kategoriji bila kar skoraj zmeraj na stopničkah. Recimo v Rotterdamu sem bila šele 6., ampak sem bila toliko vesela, da ni za povedati, a ne, zaradi tega, ker sem pa
ker meni je bil bolj čas pomemben, ne, kakšen čas odtečem, ne katero mesto bom dosegla. No, 3:07 je čas, za katerega bi marsikaj doplačal, tudi kakšen moški rekreativec ali pa resen tekač, to pa že ni več hec, to pa moraš že kar nekaj vložiti. Rotterdam praviš, zakaj si pa, evo, spremljal sem ta Rotterdam že nekajkrat po televiziji, tam kolegi so bili že tam, jaz nisem še bil, raven je zelo hiter, tudi to zadevno, potem mogoče kakšna megla, takrat, ampak vreme ponovadi aprila je kar služilo temu maratonu, svoje cajte je držal svetovni rekord. Zakaj si vzela Rotterdam? Zaradi vseh naštetih stvari ali se je kaj drugega poklopilo? Pa v bistvu se je vse poklopilo, no. Mi smo si s kolegi takole zbirali, vsako let smo rekli, pa naj bo Ljubljanec, jesen, gremo na Ljubljanca, čez, ne vem, v prvem delu, pa dajmo enega v tujini zbrati, a ne, pa gremo malo na izlet, se malo podružimo, tako da smo pa tisto leto, 2015 je bilo to, smo pa rekli, pa Nizozemska še nismo bili, snijala. Pa gor vem, da sta Amsterdam, Rotterdam, sta res, pravijo, zelo flat maraton, a ne, da se da dober čas doseči, a ne, na teh maratonih, pa smo rekli, ma prav, pa pojdimo pa v Rotterdam, pa vem, tisto leto je še Žana Jereb, ki je tudi tamle skoraj moja soseda, tekla je tudi, a ne, takrat zelo dober maraton, in pač sva se takrat tudi zjutraj dobivale, tako da sem imela še eno tako motivacijo, da sem že jutranji tek, enih 10-15 kilometrov že naredila en trening z njo, ko je bil še recimo še primeren za njen tempo, a ne, recimo zvečer jaz nisem več mogla iti z njo, ona je bila prehitra, a ne, ampak za jutranji tek sva bile pa dober tim in tisto, da imaš enega, ke te povleče, predvsem mislim, da me je to rešilo, ker sem imela res ogromne kilometrine tisto sezono, no, celo zimo sva tekle zjutraj. Daj mi povej, kaj to pomeni velike kilometrine, da si bodo recimo ostali rekreativci tam zunaj predstavljali, kaj pa Katja Rakušček delala, da je odtekla 3:07, sicer ravnem maratonu, ampak vseeno, to je, ne vem, 24 na kilometer, ki jih moraš drgati vseh 42. Izvoli, recimo, kakšni so bili tvoji treninški tedni, tako malo za predstavo? Ja, jaz v bistvu, recimo tedenska kilometrina je bilo tam nad 100 kilometrov, a ne, 100-120 na teden, a ne. Običajno sem kdaj kakšen na dan naredila več kot 20 kilometrov na dan, a ne. En dan je bila čista pavza, en dan so bili intervali, recimo, taki, recimo malo daljši, hitrejši odseki, recimo 1000-metrski ali 800 metrov, 600 metrov ali kakšna piramida. Seveda je bilo treba tudi malo na hitrosti narediti, a ne, za 24 glih skozi tempo, samo 5:0 ali pa 5:20 ne boš mogel, potem pa 42 kilometrov držati 4:20, a ne, tako da sem enkrat na teden sem zagotovo imela ene intervale ali pa v naravi kakšen fartlek, ke je meni zelo všeč, tako po kakšnem razgibanem terenu, pa se malo poigraš z minutami, z uro, s tempom in tako naprej, tako da, pa še vodila sem že takrat tekaške skupine, to pomeni, da sem že z njimi naredila, še z njimi 20 kilometrov, a ne, na teden sigurno, tako da, jaz mislim, da je predvsem kilometrina zelo pomembna za en tak, da rečem, da prideš kakor toliko normalen v cilj, ne da se matraš od 30. kilometra, da je samo še kriza, a ne, in samo čakaš, kdaj bo 42, trpiš, gledaš na uro in tempo samo pada, a ne, se pravi, če imaš pa ti to kilometrino v nogah, jaz vem, da mi je v Rotterdamu tudi kar letelo, vsakih 5 kilometrov je šla hitreje, no, tako da neverjetno, no. Očitno vse se je poklopilo takrat, no. Si šla tja s konkretnim ciljem, časovnim ciljem, pravzaprav si imela številko v glavi?
Želela sem si samo izboljšati svoj čas. Mislim, da sem imela takrat 3:13 pa še nekaj, ne vem na pamet, v Ljubljani sem 3:13 enkrat tekla in sem dejala, rada bi pa enkrat šla boljše, da vidim, do kje lahko pridem, in jaz mislim, da je bil to takrat res moj maksimum, ki sem ga lahko dosegla. No, bila sem pa tudi že skoraj v 45. letu, no, tako da starosti. Pa Ja. ti je bilo kaj žal, ali pa ti je kdo rekel, joj, Katja, če bi pa ti 20 let nazaj maraton zapopadla treninško, bi bila pa ena generacijo pred Žano Jereb lahko potencialna olimpika in podobno. Pa ja, je kdo rekel, pa smo se kdaj pogovarjali, jaz sem rekla, mogoče pa zdaj pri 45 pa 50, potem pa ne bi več tekla mogoče, a ne? Tako pa tečem od skozi do predlana, ne, sem tekla neprekinjeno, moram potrkati, tudi poškodovana nisem bila, v bistvu nič, sem kar po pameti trenirala, skrbela tudi za ta funkcionalni del, se pravi pripravo, vadbo, vaje za moč v fitnessu, z lastno težo in tako naprej, tako da sem se tudi izognila recimo kakšnim poškodbam, razen kakšnega zvina noge, to je bilo vse, kar je bilo, a ne, tako da sploh mi ni žal recimo, da bi rekla, ko bi jaz tekla pri 20, Madonna, bi šla lahko 2:40, a ne, ali pa še hitreje, a ne, ampak ne, nikoli nisem se ubadala s tem in sem prav vesela, da sem šele tudi potem lahko tako dobro tekla. Žal, ja, ker včasih slišim koga, ko med vrsticami, rekel, malo starejšega rekreativnega atleta, ki mu je žal, morda da v svojih 20 ni tekel, odkril pa svojih potencialov, rekel, izživel do konca, ampak že mora biti tako, zdaj tvoje znanje strokovno, ki si ga pridobila skozi svoje šolanje na tem področju, ti je sigurno pomagalo to, kar si zdaj rekla, da si bila brez poškodb. Ker danes je pri kreativcih mogoče največjih problemov, da ne vemo, ali pa vemo, kaj vse moramo delati, ampak pač nismo dosti pozorni, če že nimamo trenerjev lastnih, smo sami sebi bolj za nič trenerji, pač delamo nekaj, kar mislimo, da je prav, pa morda ni, no ti si imela malo širši pogled vse skupaj in to ti je sigurno pomagalo, ne? Ja, sigurno. V bistvu z glavo skozi ne gre in nekaj na hitrico narediti tudi ne gre. Jaz mislim, da je tule vseeno imeti fejst en tak pristop, ki bo primeren rekreativni ravni. Eni rekreativci bi radi pa trenirali kot profesionalci, pa hodili v službo. To ne gre, a ne, verjetno, da ne. Prej ali slej se pojavi kakšna poškodba, ampak se pravim, če pa v bistvu se nekje sistematično lotiš tega, vključiš raznovrstne treninge, da ni tisto monotonija. Recimo jaz veliko sem tudi trenirala na kolesu, jaz sem predvsem v tehle mesecih, junij, julij, avgust, sem recimo tek zelo zmanjšala in sem zelo povečala kolo, a ne, in tudi to je za aerobno kondicijo zelo dobro, a ne, sem pa razbremenila te tekaške mišice, a ne, in se pravim, to mi je zelo pomagalo, pa hojo v gore, v hribe, se pravi, čim bolj raznovrstno, ne samo iti ven, obuti supergo, odlaufati 12 kilometrov po asfaltu in priti nazaj, a ne, prej ali slej bo tule nekaj narobe, a ne. Raznovrstni tereni, raznovrstni športi, in jaz mislim, da je to za rekreativce ena taka, bom dejala, zelo dobra rešitev. Ja, ključ, da bomo to počenjali. Imaš prav, ne, jaz sem tudi med korono veliko hribolazil, ne, pa malo tekljo navzdol in tako naprej. In sem potem tudi maratone na cesti bistveno lažje pa hitreje odtekel. Pa nisem imel toliko kilometrov na cesti kot recimo pred leti, no, tako da se strinjam s tabo, ne, kolo. Še ena od stvari, ki jih mnogi, tudi vrhunski atleti danes vključujejo v svoje treninške protokole, ti si bila očitno pred časom, jaz si to počela še preden je to počel mainstream, tako da, evo, Katja,
si že vedela, kaj delaš. Nekaj mi še povej, no, jaz sem se sprehodil po teli listi tvojih maratonov, same zanimive, eksotične lokacije. Kateri ti je bil morda, ali pa kateri so ti ostali tako v spominu, da so bili pa res nekaj posebnega? Pa v bistvu vsak mi je posebej ostal v spominu, vsak ima eno zgodbo, recimo krasna sta bila oba švicarska, a ne, Jungfrau in Zermatt, te dva sta bila res že sama ambient, narava, okolico, ko gledaš tiste Monk, Jungfrau, Eiger, ko tečeš, sploh pozabiš, da tečeš, a ne, tako da to ti res ostane v spominu. Recimo Zermatt sem šla celo na ultra, sem 45 in tisto, ko je cilj na 3000, pa lepo vreme, ma kaj češ lepšega, a ne, tako da in ko prideš gor, da si nasmejan in res te dva sta mi zelo kot ambient ostala v spominu. Zelo mi je v spominu ostal pa 2016 na Irskem, Connemara maraton, tam sem tekla 3x polmaratonska razdalja, mislim, da je 63, 63, tako? 300 pa še nekaj Mhm. metrov. Smo imeli pa tako smolo z vremenom, da sem pa takrat, ko sem prišla v cilj, sem dejala, če sem pa tole danes dala skozi, bom pa še kaj v življenju dala skozi. Tako premražena, tako premrzla, pomrznjeni prsti, v bistvu je leden dež je padal, veter je pihal, tako da ko sem jaz prišla v cilj, se tudi sleči nisem mogla. Pol ure sem sedela, tudi malce trdi prsti, tudi malce nisem mogla dol dati. Tako da da smo bili oviti v deke in smo čakali, da se malo ohrejamo, da se preoblečemo. Se pravi, tam je pa res ostal v spominu in takrat sem si rekla, če sem pa tole, bom pa še katerega prelaufala, no, tako da. Rotterdam je bil sploh zelo lep, no, potem pa tele druženja, ko so Bratislava, Beograd, Novi Sad, to pa ni, to je pa za iti, no, tako da že sam ambient, pa da greš zvečer še malo na kakšno pol veselico, a ne, in tako naprej, res doživetje, no. Ja, na Balkanu je vsaka Tako. večerja veselica, to imaš prav. Tako, tako. To, kar si recimo na severu moramo sami narediti, na jugu se dela samo od sebe, pa če si omenila Connemaro, reklamo delam za drugo leto med našimi popotniki maratonskimi, že zbiram malo logistične podatke, pa delam si tole pot, da bi tja šli, ker so mi Connemaro zelo priporočili, tiste fotke so za dol pest na zahodni irski obali od Golveja še naprej, ampak praviš, lahko jo pa zagodi tole vreme, ki pride tamle z Atlantika in imaš potem naliv pa mokroto lahko celo dirko. Tako, lahko je, ne vem, 2 ure prej je bilo še recimo je kazalo, da bo kar v redu, a ne, ampak potem smola je prišla, kot si rekel, z obale ena fronta in ma ni hudič glih takrat, ko smo imeli mi maraton, a ne, pa res lep, Irska je izredno lepa, a ne, in če boš le imel možnost, pejte, a ne, take smole sigurno ne boste imeli, kot smo imeli mi, tako da. Ti bom poslal kakšno fotko od tam, evo, naslednje Ja. leto je to konec aprila, pa da vidimo, kaj bo za nas. Bom rekel, pripravlja irska klima. Še en maraton moram omeniti, ki se bo zgodil praktično ta vikend, ko boste tole poslušali, drage poslušalke, dragi gledalci, se bo na severu zgodil Midnight Sun maraton, ja. To je na severu Norveške vsako leto, ko je najdaljši dan tam, to pomeni, da je dan pa 14 ur dolg in na tem maratonu si tudi že bila, kaj ne? Ja, tega pa nisem omenila, ja, res Tromso, to pravi že v polarnem območju, Midnight Sun, tako zelo zanimivo, a ne, da prideš v cilj ob polnoči, pa je še zunaj dan, a ne, tako da eno spet posebno doživetje, no, res to, ko imaš celo noč svetlo, mi nismo tega navajeni, tako da sem jaz probala malo prej tudi kakšen tek narediti tam v takem času, tam ob 10 zvečer, da vidim, kako je pa sploh to, a ne, ob 10 polnoči, ko po navadi že spimo, a ne,
gor je bil pa dan, a ne, tako da, ja, spet zanimiva izkušnja, no, gor na Norveškem. Joj, same skomine mi delaš, joj, Katja, ne. Ja, bo tudi treba še iti, ampak bo še kakšno leto počakal ta maraton. No, zdaj, poredno s tvojimi maratoni, pa počasi je tudi tebe povleklo na trele, tako kot vsaka tekača praktično na cesti zadnja leta, ali kako, tebe že tudi, bom rekel, med korono, po koroni. Ja, v bistvu, jaz sem, bom rekla, ne trail tekmovala, ampak recimo trail trenirala sem pa že skozi, a ne. Saj, če smo v Žireh, smo not v kotlini in kamorkoli greš, imaš dejansko trail, a ne, imamo same hribe okrog in trenirala sem v bistvu zelo veliko po teh okoliških hribih. Med korono je pa še nekako tako ratalo, da smo se mogli malo kam skriti kot skupina, a ne, da nismo glih po cesti ali pa na stadionu tekli, ker se to ni smelo, a ne, da nas ni kdo videl, pa smo se dobili tam nekje v nekem gozdu, pa smo šli skupaj potem in dejansko v tem času smo pa res bolj začeli s traili teči, a ne, tako da tudi no, sem bila za 2022 sem bila za Vipavo prijavljena, sem rekla, pa gremo enkrat pa stotko pa še nisem šla, no, tako da se To pa pa- tudi sem je šla pa gledat, no, tako da. No, ampak da se odločiš za stotko po hribih, ok, se mogoče to malo drugače, pa za stotko na cesti, ampak vseeno, a ne, mislim, ok, dala si nekaj hribovskih maratonov, si imela za sabo pa tako naprej, ampak stotka je pa kar, bom rekel, en stopničko višji, kar zalogaj. Pa ja, v bistvu, če si ne zadane, da si ne rečeš, ne vem, tlele mi je limit, toliko bi rad šel, s tem se ne smeš obremenjevati, rečeš, moram priti okrog in to je to, a ne. Sej na trailih pa ne gledaš na uro, predvsem, ko greš tempo, ampak gre za to, da pot dokončaš, a ne, in da si še pogledaš malo levo, desno po naravi. Meni je, v bistvu trail mi to pomeni, no, da predvsem, da si v stiku z naravo in da ne gledaš na uro, koliko imaš tempo. In smo rekli, dajmo probati 100 kilometrov in jaz mislim, da bi ga odtekla, no, tako da, in prehodila, no, tako da. Si kaj spremenila treninge ali pač si dodala samo malo več, bom rekel, tekljanja po gozdu, hribih in tako Tako, naprej? vse je ostalo isto, tudi ravnino sem še normalno tekla, vse, res pa, da smo recimo ob vikendih se skupaj dobili, pa smo šli kakšne malo daljše traile, recimo 30, 40, 50 kilometrov, tako kakšno tako skupinco, da ti ni dolgčas, ker 40 kilometrov, da si sam nekje v gozdu pa hodiš, je majhen dolgočasno, tako pa vmes kakšno besedo rečeš in teh 40 kilometrov zelo hitro mine, no, tako da še v bistvu 6. februarja pred mojo nesrečo smo še naredili trening, polovico tega Vipava trail, ta zadnjih 54 kilometrov, pa smo videli, da se bo kar dalo, no, da bi šlo. Da bi se dal narediti tudi dvakrat toliko razdalje. Tako. Ja, tam gor na Bi. Vipavo. Poznam nekaj tistih poti, so zelo zanimive. Lahko moče, po drugi strani pa lahko je pa tudi fantastično. Prišla sva do tega nesrečnega 8. februarja 2022, ko pa si šla ti na turne smuči takrat, ne? In sicer na tebi tokaj bližnji Retitovec. Ja, takrat je praznik, a ne, smo bili frej, pa mislim, da je bil zelo lep dan, tisti dan je bil lep dan, pa sva rekla, pa zdaj na Poreznu sva bila zadnjič, pa pojdiva pa zdaj na Retitovec pogledati, kako je, a ne, in tako da vidva sva se z možem odpravila na to turno smukat, tako kot običajno, nič posebenega ni bilo. Bilo je pa kar pomrznjeno, no, to pa. Ja, zdaj nikoli, bom rekel, nisi dovolj izkušen, da te nekaj takega ne preseneti, no, ti si bila, rekel, 100-krat, 1000-krat po teh hribih različnih, na različnih snegovih, na različnih podlagah,
dejansko si se znala tudi odzivati na vse skupaj, ampak ja, včasih pa tudi to ni dovolj. Tudi izkušnje ne pridejo zmeraj, se pravi, ti ne rešijo nesreče, a ne. Jaz sem pač spregledala na ledeno ploščo, na katero sem zapeljala, malo je bil poprhan sneg in jo nisem videla. Potem je bilo prepozno, a ne. Tako da, ko te pa enkrat repe smuči obrne, in padeš na hrbet, potem pa dobiš samo še hitrost in ne more se več rešiti, a ne. Če bi bil na trebuhu pa Cepin rok, se še mogoče lahko zadržiš, ko prideš pa enkrat na hrbet z visoko hitrostjo, ti pa potem ni več rešitve, a ne. Zdaj, lahko je pometovati za nazaj, bi rekel, ja, zakaj si pa šla, če je bilo pomrznjeno. Jaz pač s temi vprašanji se ne morem zdaj ukvarjati, kar se je zgodilo, ko bi takrat vedela, ne bi šla, a ne, ampak tako je tudi, človek se ne bi usedel v avto, če bo vedel, da bo prometno nesrečo imel, a ne, tako da pač sem spregledala to ledeno ploščo in ni bilo pomoči. V tistem, ko te je odneslo, si v bistvu, ne vem, izgubila tudi zavest, ali kako to se je vse tako hitro najbrž dogajalo, Ja. da Jaz se v bistvu spomnim samo to, kar sem ti zdaj povedala, a ne, kako je prišlo do nesreče, tega se točno spomnim. Potem pa jaz mislim, da je po eni strani človeško telo res tako dobro funkcionira, da ti v enem šoku vse odklopi, a ne, in v bistvu jaz se ne spomnim čisto ničesar več potem. V bistvu sem bila v nezavesti, ne vem, kaj se je dogajalo z mano, nič, spomnim se samo, da sem v enem trenutku, ko sem se zavedala, da so bili ob meni pa že ljudje. To se edino spomnim, kar se spomnim od nesreče. Mož je bil že tudi pri meni, on je tudi gorski reševalec. Na srečo se on ni peljal za mano, ker je psičko dajal v nahrbtnik, in je šel potem peš okrog. Hvala bogu, da ni se še on peljal za mano, a ne, tako da spomnim se tistega trenutka, ko so bili že pri meni, pa vem, da sem videla, da je bilo vse krvavo okrog mene, psička me je lizala po glavi, skakala je gor po meni, vem, da mi je mož rekel, da naj bom kar mirna, da bo vse v redu, ampak sem videla, toliko sem se pa zavedala, da sem videla, da je nekaj hudo narobe, a ne, ker videla sem desno hlačnico, ki mi je visela, a ne, dol, in potem sem občutila tudi na levi nogi, da me gleženj zelo boli. V bistvu mi je tudi v pancerju mi je zlomilo gleženj na levi nogi, tako da sem prosila, če mi to odpnejo, in pol, ko mi je rekel mož, nič ne glej drugega, vse bo v redu, takrat pa spet nič več ne vem, tako da sem tudi takrat padla potem v nezavest. Ne vem, ne helikopterja se ne spomnim se prevoza. Na urgenci sicer so mi povedali, da sem govorila z njimi, ampak tudi to ne vem, sem vprašala drug dan sestro, kva sem klamfala, kakšne neumnosti, ker čisto nič ne vem, a ne. Ne, je rekla, saj si prav lepo govorila, a ne, tako da, ampak pač se ne spomniš, in jaz mislim, da je čisto v redu tako, da se dejansko nič ne spomnim, no. Je pa konec koncev dobro, da imam pa, spomin mi je pa ostal zelo dober, no, tako da nisem pa izgubila kljub pretresu možganov spomina, a ne, tako da glede tega sem lahko srečna, da mi je glava ostala cela, pa hrbtenica, kar pa mislim, da je najbolj pomembno v življenju, a ne. ja, v bistvu so to najbolj vitalni deli telesa, Tako. ki tako, pa kljub vsemu, no, ti si imela izjemno hude poškodbe, že, bom rekel, nogo ti je praktično utrgalo pod kolenom, imela si zlomljen gleženj na levi nogi, potem si imela, ne vem, ramenske vezi potrgane, pa Potrhane. pretres možganov, itak, odrgnine, ne vem, še kaj, veliko, ogromno stvari, no, ki jih je bilo treba oskrbeti. Ja, pa v bistvu so se kar še sproti pokazale kakšne stvari na intenzivnem oddelku, recimo
za ramo sploh nismo vedeli, a ne, da imam potrgane vse vezi, a ne, pač vsi so se bolj osredotočili na amputacijo goleni, pa zlomljen gleženj, seveda rentgen pokaže kosti, a ne, ramen pa niso prav natančno gledali, rame, vezi, tako da, ko sem se jaz obračala na intenzivnem oddelku, pa sem rekla, pa glejte, mene tudi ramo strašno boli, a ne, a vidite, da mi tle vse koz gledava, a ne. Pa so me dali slikati, ja, seveda se nič več ne drži skupaj, če so vezi potrgane, a ne, tako da sem takrat na intenzivnem delu, ko sem bila en teden, sem imela 4 operacije, tako da. Razmišljal sem, ko sem rekel, kako ne to vprašam, ampak ko se zbudiš tam, v bolnici, pogledaš dol, vidiš stanje, kakršno je. Kaj je bila tvoja prva misel? No, ker se zdramiš iz nečesa, iz nekega sna, brez sanj pravzaprav, ali kakorkoli, takrat se začneš spoznavati novo realnost. Kaj je šlo tebi po glavi? Pa jaz, ko sem se zbudila na intenzivnem, jaz sem točno vedela, da nimam noge. Pa ne glede na to, koliko sem bila v nezavesti, ampak ko sem se zbudila, sem nekako vedela, da jaz noge nimam, a ne. In ko sem tako dohrnila, a ne, to odejo, sem vedela, da noge ni. In to me, zato ker sem se tega zavedala, v bistvu me ni šokirala, a ne, ker ne bi nič vedela in bi prišel zdravnik pa bi rekel, gospa, vi ste pa brez noge, a ne. Šok, a ne. Jaz sem pa nekako v podzavesti imela to, da sem brez noge, a ne, in me dejansko ni toliko šokiralo. V bistvu že takrat sem rekla, Katja, takole, nazaj ne boš več mogla iti, za nazaj ne moreš več spremeniti, probaj ostati trdna, pa iti samo naprej. Pa čeprav sem vedela, da bo strašno težko, a ne, ampak sem rekla, ne, od danes naprej začnem, vem, da je prišel mož k meni ta prvi dan, zjokala sva se oba tam, sva rekla, zdaj pa tako, nazaj ne gre več, pojdiva naprej. Pa sva šla naprej, tako da sva zdaj po 2 letih pa pol greva samo še naprej, no. Nazaj ne greva več. Mislim, to je lepo slišati, ampak kaj vse se je dogajalo v teh 2 letih pa pol? Mislim, predstavljam si, ljudje imamo različne stvari v življenju, pa izgube bližnjih, pa nesreče in tako naprej, a ne, in tisti prvi dan se ti zdi, da ne bo nikoli ga konc, no, to je neskočno dolgo, vsa tista, rekel, bolečina, premisleki, pa potem drugi dan, pa tretji dan, ampak potem kar nekako gre, ampak kdo je tebi še, recimo, ti si bila fizično izjemno pripravljena, najbrž je tudi to pomagalo, da se je telo začelo, rekel, sestavljati nazaj. Kaj pa, mentalno tudi si imela neko usmeritev naprej, kar je izjemno, no, v teh primerih zelo pomembno. Ali si imela kakšno zunanjo pomoč, rekel, in psihološko in še kaj drugega? Ja, to, ko si omenil, a ne, ta fizična, a ne, moč, tu mi je kirurg takoj povedal, je rekel, gospa, imate srečo, da ste v taki fizični kondiciji, ker drugače se še veliko slabše lahko končalo za vas, a ne, tako da ta fizična kondicija pomeni tudi ti da tudi neko psihološko potem moč, a ne, in dejansko vsa psihološka pomoč je recimo poleg strokovne pomoči, ki jo dobiš na intenzivnem oddelku, imaš lahko kliničnega psihologa, jaz sem se tudi nekajkrat pogovorila s psihologi in moram reči, da sem vesela, da sem izkoristila to možnost, ko vsak misli, kva boš govoril s psihologom. Ja, dobro je se pomeniti z njim, da poveš, kaj te teži, kako sprejemaš to, in se pravi, vse, kar čutiš, da mu poveš, in ti lahko pomaga. Se pravi, največji psiholog sem bila pa sama sebi, jaz sem že kot oseba taka, da sem bila zmeraj pozitivno bolj naravnana, da sem bila taka vztrajna, trmasta, no, saj sem kozorog po horoskopu, tako da če poznaš kakšno kozoroginjo, veš, kakšne smo, tako da se ne damo kar tako. V bistvu sem bila, no, predvsem sama sebi,
poleg tega pa največja psihološko pomoč so mi dali po domači. To je pa moj mož, otroci, ki so mi res pomagali, mi stali ob strani, sami pozitivni, naravnani, ne tisto, joj, mami, kva boš ti zdaj, konec sveta je, vsega bo konec, ne. Ne, mami, tu bomo to skupaj zborbali, pa gremo naprej, ne, tako da, se pravi, ta podpora v družini, ljubezen, se pravi, ne samo družina, če grem zdaj še malo širše, pa še krog prijateljev, kolegov, vadečih, pač mojih znancev, konec koncev tudi neznanci so mi pošiljali kakšna sporočila in karkoli takega dobiš nekaj pozitivnega od nekoga, ne vem, tudi sam začneš bolj pozitivno razmišljati in ne upadeš v kakšno depresijo ali karkoli, a ne, tako da sem to, kar bom rekla, dobro prebolela, no. Ampak je bil kakšen slab dan, recimo vmes, ali si zjutraj, ko si se zbudila, rekla, danes je nov dan, danes gremo korak naprej, ne bomo se samo pomilovali, tudi za minuto ne. Zelo redko sem jaz kdaj obupala pa bi rekla, ma kva se mi je to naredilo, jaz se ne grem več tega ali karkoli, a ne, ampak vsak dan je bilo nekaj novega, no. Jaz sem se zelo hitro prilagodila na to življenje na vozičku doma, a ne, saj zdaj 9 mesecev nisem imela proteze, a ne, sploh ne, pač se mi je mogel tudi gleženj rehabilitirati, vse, a ne, tako da vsak dan je bilo nekaj novega, no. V bistvu se mora človek zamotiti, se ukvarjati z določenimi zadevami. Jaz sem zelo hitro vodila, se spomnim, sem bila še na intenzivnem oddelku, sem rekla možu, daj mi prinesi prenosnik, jaz moram, meni tulele nekaj me sprašuje, jaz moram nekaj narediti, a ne, tako da sem se zelo hitro, če se zamotiš, če imaš neke obveznosti, v bistvu malo pozabiš na te stvari, pa se ne smiliš sam v sebi, ampak izkoristiš tisti dan, ki ti je namenjen. Jaz sem takrat dejala, glej, Katja, izkoristi zdaj to, če ti je bilo dano, da si še enkrat lahko zaživela, živi naprej in se ne smili samemu sebi, pa biti v breme drugim. Meni je bilo najhujše, da bom jaz zdaj v breme drugim, a ne. Ne, jaz sem hotela vse sama narediti, a ne, tako da res sem rekla, glejte, kar ne bom mogla, vas bom prosila. Drugo bom sama naredila, tako da me ne spraševati, a boš to, a boš to, a boš to, kar ne morem, vas vprašam, drugo bom pa probala sama narediti, tako da se pravi predvsem to, da si zaposlen, da si v kontaktu z ljudmi, ne da se zapreš tulele med 4 stene, pa jokaš, pa čakaš, da bo kdo k tebi prišel, pa bo rekel, joj, Katja, kaj se je tebi zgodilo, koliko si boga. Ne, jaz sem šla zelo hitro v fitnes, pa sem bila tam med svojimi ljudmi, pa jih pozdravila, pa smo govorila o čisto običajnih stvareh, a ne. Saj ni nujno, da govorimo, dajmo govoriti o vsakdanjih stvareh, a ne, tako da jaz nisem nič drugačna, kot sem bila, a ne. Meni samo nogo fali, drugega mi nič ne fali, a ne, tako da glava je ostala cela, tako da. Ja, in ne samo to, še bolj bistra, kot kdajkoli prej, ampak je bilo težko recimo ljudem, s katerim pa nisi bila vsakodnevno v stiku, sigurno so te spraševali potem v tednih, mesecih, so izvedeli, težko vsakmu razlagati, a si imela kakšen odgovor za to, kako to, da ne podoživljaš vsakič znova, pa da te ne vržejo iz tira, kot rečejo, joj, Katja, kaj se ti je zgodilo, grozno in tako naprej. Pa ne, se v bistvu, jaz mislim, da so ljudje kar v bistvu zelo malo kdo kar tako vpraša, a ne, pogovori. Pa če sem pa s komu malo več govorila, pa te je kdo kaj vprašal, pač mu poveš nekaj osnovnih stvari, meni ni bilo to, saj ne podoživljam jaz tega kar tako, tudi more me niso nikoli tlačile ali karkoli, a ne. V bistvu dejansko poveš, kaj se ti je zgodilo, se te kdo tudi vpraša, ne vem, a si bil na maratonu, kako je bilo pa na maratonu, recimo par let nazaj, pa
pa sva se lih tako pogovarjala, to je bil lih en dogodek, a ne, ampak eni dogodki so malo lepši, eni dogodki pa niso tako lepi, a ne, ampak če si to vzameš kot del življenja, moraš govoriti tudi o tem, a ne, se pravi, samo potlačiti ne smeš v sebe, a ne. Da te ni motilo, morda če je kdo prišel pa izražal pretirano skrb ali pa, bom rekel, tvoji bližnji sicer ne, ampak kdo drug, pa rekel, joj, kaj pa zdaj, pa kje ti lahko pomagam in tako naprej, kot se recimo rado zgodi, če se komu kaj naredi. Pa ja, že pride kdo pa reče, lej, a bi to, pa rečem, lej, hvala, saj lahko sama, a ne. Če sem res koga rabila, sem vprašala, a ne, tako da drugače pa se še dobro spomnim, ena kolegica, ki je tudi vadila pri meni, a ne, mi je enkrat kmalu po nesreči mi je poslala sporočilo in je napisala mi, pač, da mi želi dobro okrevanje in tako naprej, in potem je rekla, veste, Katja, najlažje, če ti lahko kaj pomagam, samo povej, ampak mislim, da ti najbolj lahko pomagam s tem, da ti zdajle ostanem, ne vem, zvesta in še naprej vadim pri vas, a ne. In ti probam tako pomagati, a ne. Ker dejansko takrat, ko se je meni naredila nesreča, jaz se spomnim, ko sem se zbudila na intenzivnem oddelku, ko si me prej vprašal, a ne, kaj sem pomislila. Vem, da je bilo potem tu sreda, ko sem se zbudila, v torek je bila nesreča, v sredo zjutraj sem se zbudila, pa je bila ura tam ene 8 zjutraj, v sredo ob 9 imam pa jaz upokojenke vadbo, a ne. In sem se spomnila, joj, zdajle bojo prišle pa upokojenke na vadbo, mene pa ne, a ne, dol. Pa ne bo nič. In sem to premišljevala, da onen danes ne bojo mogle telovaditi, ke mene ne bo, a ne. Ja, sem dejala, nič, bojo že nekako, bojo že preživele, če sem jaz, bojo pa še one. Pa me je pol klical sin ob ene 11 je rekel, mami, vse sem zrihtal, nič skrbeti, jaz sem jih imel. Sem bila tako vesela, da sem začela jokati tam na intenzivnem oddelku, sem dejala, a si res jih imel? Ja, je rekel, vse smo zrihtali, mami, ti zdaj poskrbi zase, mi bomo pa tvoje stvari pošlihtali. Tudi sinovi, prav, familija poskrbela, da je biznis, da je Ja. firma laufala, da so vadbe šle, da je v center živel. Takrat, ko Tako tebi ni bilo vse je šlo odlično. normalno naprej, so mi res vsi pomagali, tako da sem jim hvaležna zelo. Koliko časa potem traja, se pravi, če se ti kaj takega zgodi, recimo, da izgubiš nogo, da prideš potem do nadomestka, se pravi do proteze, ti praviš kar dolgih 9 mesecev. Ja, zdaj je čisto odvisno, a ne, kakšna vrsta poškodbe je, a ne. Na žalost, poleg tega, da sem ob nogo, imam pa še zelo kar malo zakomplicirano zadevo, zato ker, saj veš, če je amputacija načrtovana, recimo, da ima sladkorna bolezen ali karkoli, ko jim noga načrtovano amputirajo, se točno ve, kje jim bojo nogo odrezali, zašili in tako naprej. Pri meni pa to ni bilo nič načrtovano, od noge je ostalo pač, kar je ostalo, in krn je ostal zelo kratek, to pa pomeni, da je zelo nefunkcionalno, a ne, se pravi, sem zelo nestabilna, ker imam tako kratek krn, a ne. Zato je vse skupaj pri meni trajalo in še traja, še kar naprej v bistvu gre zelo počasi, a ne, tako da jaz sem bila najprej na oddelku po poškodbah, se pravi, da smo mogli najprej sanirati poškodbe gležnja, se pravi rehabilitacija gležnja, ramena, mezinca in tako naprej. Šele, se pravi, po dobrih pol leta sem šla jaz na oddelek za amputacije, ampak krn še ni bil, a ne, meni se to zelo počasi celilo, se pravi, poleg tega, da je kratek krn, imam še presadek, se pravi, še presajeno kožo, tako da je še to še en dodaten hendikep, a ne, tako da se mi stalno pojavljajo kakšne težave s krnom, razne rane, mehurji, vneti živci in tako naprej, in tako da sem bila pol leta čisto brez, potem sem je lahko čisto malo nosila, ker so se zmeraj kakšne težave pojavile. Tako da v teh 2 letih če sem se pa česa naučila, sem se po potrpežljivosti, no, to pa, ampak spet bom rekla,
spet mi je šport prišel prav, a ne. Ko greš na 42, moraš biti strašen potrpežljiv, da pride tisti cilj enkrat, a ne, in tle pa tudi, a ne, pa misliš, da bo že šlo, pa vidiš, da še ne bo šlo, pa boš mogel še počakati en mesec. Pa moraš biti potrpežljiv in to vzeti v zakup, a ne. Tako da sem v bistvu šele zdaj dejansko po 2 letih sem prišla do končne proteze za hojo. Tako, se pravi, klasična proteza, ki je za hojo. In kaj lahko s to protezo recimo sedaj počneš? Mislim, koliko gibalno si zdaj opolnomočena? Mislim, lahko hodiš, kako hitro lahko hodiš v klanec mogoče, ne vem, kje so še vedno omejitve napram tem, ko si imela prej v tej zdravi nogi? V bistvu zdaj ta proteza je pač namenjena za hojo, ni za tek. Jaz bom tekla verjetno tudi zelo težko, predvsem, kot sem namenila, zaradi kratkega krna, a ne, ker imam zelo nestabilno nogo. Mogoče bomo videli, kako bo. Jaz si sploh ne delam utvar, nimam kakšnih ciljev. Jaz imam cilj zdaj, da začnem, da lahko hodim. Recimo lahko pa telovadim, lahko sem v fitnesu, lahko normalno izvajam vaje, pač ne morem narediti globokega počepa, ne morem, recimo kolesariti ne morem še z desno nogo, ker ne morem tako pokrčiti nogo, da bi lahko pedalo pritisnila nazaj. Imam pač določene omejitve, ampak ne vem, glih tako lahko izvajam celotno vadbo, lahko vadim, sploh zgornji del sem začela pravzaprav že takoj po nesreči, a ne, rehabilitirati, vaje z žogo, s trakovi, to izvajam v bistvu skoraj redno, vsak dan naredim vaje za gibljivost, da ostanem funkcionalna. Kar se tiče pa hoje, se pravi, s to protezo lahko zdaj hodim, imam sicer pohodne palce ali pa dam eno berglo še v roko, predvsem zaradi tega ravnotežnega položaja. Zdaj imam tudi hidravlično stopalo, to pa pomeni, da tudi lahko v klanec in navzdol grem majčkeno lažje, zaradi tega, ker se mi hidravlika glede na naklon prilagaja. Tako da, kar se tiče hoje, sem kar funkcionalna. Lahko že kar lepo hitro hodim, no, ampak kar s palicami, no. Tako da sem kar zadovoljna, no, s tem. S trenutnim stanjem sem čisto zadovoljna. Se pojavijo mi še kakšne težave, pa sem lahko spet en mesec brez, recimo, da se mi kaj poceli, ampak počasi napredujem. Tisti mesec, ko nimaš pač proteze, potem z berglami hodiš okrog? Ja, največkrat imam tudi te podpazdušne bergle, da lažje hodim z njimi. Doma imam voziček, se lahko z vozičkom pač vse naredim. Na srečo imamo tako tudi hišo pritlično, tako da se lahko z vozičkom zapeljem ven na dvorišče, ven na teraso, v bistvu sploh nimam nobenih ovir, razen ko grem spat v zgornje prostore, pa malo tricepse potreniram, ko grem po rokah po štengah v posteljo, a ne. Težko vprašanje, ampak vseeno, pogrešaš tek? Seveda, da ga pogrešam. Zlagala bi se, ko bi rekla, da ga ne pogrešam, da ne pogrešam športa. Seveda, vse pogrešam, ampak sem se nekako prilagodila. Zdaj mi veliko pomeni, če lahko grem peš, a ne. Če mi je bil pred, ne vem, iti čez našo trim stezo, ki je dolga 2,5 kilometra, da mi je bilo tisto majčkeno za ogrevanje. Zdaj mi je to projekt, da grem, in sem strašno vesela, to je zdaj zame, kot da sem šla na maratonsko razdaljo, a ne, tako da pogrešam, ampak si vse prilagodim, no, in dejansko funkcionira tudi tako, a ne, samo prioritete si moraš dati na prvo mesto, kaj ti je zdaj prioriteta. Saj so tudi drugi športi še v življenju, mogoče
je bila pa zdaj, ne vem, po 50. letu potrebna na spremembo spet, tako da bom pa našla še kakšen drug šport, a ne. Sicer si ne delam utvar, maratona verjetno ne bom več tekla, a ne, bom pa počela kaj drugega, a ne, sej, rada bi še mogoče kolesarila, a ne, ali pa, ne vem, veslala tudi še nisem, zdaj bi se pa mogoče lahko usedla noter v čoln, pa bi veslala, ali pa, ne vem, kakšen drug šport, ping-pong dobro špilam, se najde, se pravi, samo najti moraš nekaj, pa se vse da. V delovanje svojega centra, svojega podjetja si vpeta zdaj spet na polno, je tako. Izvajaš tudi kakšne vadbe, pač tiste, ki jih pač lahko, oziroma jih nadzoruješ, tako naprej. Tako, ja, nekaj jih probam kar voditi, predvsem zato, ker mi to daje res eno tako veliko zadovoljstvo, pa ne vem, eno tako potrditev, da sem še nekaj zmožna, a ne, narediti, tako se mi zdi, da se bolj samozavesten potem počutim, dobro se počutim, no, da jih lahko spremljam, tako da, sicer sem povedala, da tiste vadbe lahke, ki jih bom jaz vodila, ne bo poskokov, ker jaz ne skačem, a ne, tako da sem jim povedala, skakali ne boste, pa ene so bile strašno zadovoljne, ker tudi ne marajo skakati, a ne, tako da, ja, sem kar vpeta, pomagam, kakor lahko, drugače pa smo si lepo razporedili vadbe, fitnes, kar lepo smo zlaufali, no, tako da. Tekaška skupina tvoja živi in se razvija, cveti pravzaprav, je tako, imaš kar, bom rekel, množično zasedbo tamle v Žireh, jih imaš kar veliko. Pa ja, res, bom rekla, jaz sem strašno hvaležna vsem tem, ki smo bili skupaj v skupini, a ne, da ko se je meni to zgodilo, da sem rekla, saj zdaj Katje pa ni več, a ne, Katja pa ne bo več imela, pač pa ne bo več, bo pa konec vsega, a ne. Ampak jaz nisem nikoli razmišljala tako, a ne, sem rekla, glej, mi bomo nadaljevali, jaz sicer ne tečem več z njimi, ampak oni, jaz sem strašno jim hvaležna, da so ostali tukaj pri meni, jaz še skozi organiziram, smo šli, ne vem, letos smo šli na Brione recimo, a ne, teč, glih tako treningi še skozi potekajo, samo zdaj, mi pomagajo drugi, da mi vodijo tek, jaz pa trening pripravim, toliko sem pa še vpeta, da ne spustim vsega izvajati, tako da treninge pa kar jaz še pripravim, no. In potem nadzoruješ, da so pa Tako, izvedeni, tako, ja. in da je napredek Ja. zagotovljen. Koliko velika je tvoja, bom rekel, zdaj tekaška skupina, sportka? Pa zdaj smo v 3 skupinah, no, težavnostnih, začetniki, ena srednja pa ta, težja, ke izvajamo predvsem intervale, ostalo lahko sami potrenirajo, intervali so pa res en tak trening, se mi zdi, da je ful dobro, da je skupina, ke te malo povleče, pa je eden malo hitrejši od tebe, pa ga probaš majčkeno držati, a ne, tako da, pa recimo dobrih 50 tekačev, recimo, da je enih 50 tekačev, vse skupaj, no, nekaj je celo novih, se najdejo, tako da, se mi pa fejst zdi, no, da smo ostali kot skupina. 50 tekačev, Katja, je zavidanja vredno število, marsikateri trener, ja, bi z veseljem imel 50 tekačev, tako da čestitke, da, mislim, privabljaš, vzdržuješ to, bom rekel, energijo v skupini, da imaš vse, očitno nekaj že delate prav, a ne, če ne, ljudje ne bi hodili, očitno je fletno pri vas, je napredek, so vsi elementi, bom rekel, ki jih nekdo potrebuje, ali boš rekla, da je tudi to, da ste v Žireh, pa da drugega tam ni za početi, pol pa k tebi hodijo, hecam se seveda. Pa ne, vsega je, pri nas je vsega dosti, tako da, ampak jaz mislim, kot si rekel, mi smo ena taka fejst skupina, no, ke ni recimo samo rezultat na prvem mestu, ampak je to postalo eno tudi tako druženje, a ne, recimo imamo tudi skupino potem tam na Viberju ali pa na WhatsAppu in to samo se napiše, sobota ob 7. zjutraj gremo tja, 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 in to se mi fino zdi, a ne. Jaz si njih dejansko vpeljala v to, ampak to, da so pa zdaj, a ne, sami, da je to jim ostalo,
nek način življenja in da se družijo med sabo še naprej, to je pa zame ta največji uspeh, ne da sem jih jaz nekaj, da so prišli, pa da so nehali in ne športajo več, ne, nadaljujejo naprej in so tudi samoiniciativni in tako naprej, to mi je največji uspeh, Ne samo na Brijone, tudi na kakšno drugo tekmo greš z njimi, recimo tudi na kakšen trail greš z njimi. No, zadnjo si bila tudi v Vipavi, a je tako? Lani sem bila na Vipavi, z njimi, takrat sem bila še na vozičku, še sploh nisem imela proteze, me je kolegica peljala dol. Grem ja tudi z njimi, kar grejo teč, probam iti navijati, zdajle so bili na Kočevskem, smo prvič, malo za spremembo, nikoli še nismo bili v Kočevju, smo pa rekli, pa pojdimo letos v Kočevje, no. Čeprav na žalost nisem mogla iti z njimi, ker sem imela glih težave z nogo, ampak sem pa rezultate v živo gledala, potem, ko je bilo pa konec, so prišli pa vsi k meni na teraso, v žiri pa smo skupaj proslavili. Bravo, vidiš, tista Vipava lansko leto, ko si bila tam, je bilo, bom rekel, emocionalno, je bilo si rekla, jo, tle bi jaz mogla biti palan na cilju 100. Ampak so bili tvoji ljudje tam, pa so laufali, pa si jih spremljala, no, kako je bilo, kakšni so bili čutki? Pa ne vem, meni sploh ni bilo težko, no, ko sem šla tja, kot si rekel, jaz bi pa mogla zdajle tele v 100, ko sta prišle kolegice, ko smo bili skupaj zmenjeni, jaz bi tudi mogla priti zdajle v cilj, recimo, pa tako, sploh nisem premišljevala o tem, meni je bilo takrat tako dobro, nas je bilo enih 30 tam, in ko so hodili naši proti cilju, ko smo navijali, vpili, vsi so me hodili pozdraviti, pa tako, jaz sem bila tako vesela takrat, res, mi je pomenilo tisto in prav nobenega slabega občutka nisem imela. Pa najdiš v vsaki stvari, probaš dobiti kakšno dobro stvar, saj niso samo ta nesreča, ni prinesla samo slabe stvari, lahko je tudi kakšna dobra stvar prinesla in to moraš vzeti v zakup, da ni vse tako slabo, saj jaz živim čisto normalno naprej. Pač samo gibalno sem ovirana, pa še tisto skozi manj, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi lahko polno življenje živela naprej, Top. Top. So te kdaj že kam poklicali, mogoče na kakšno šolo ali pa kaj takega, da bi jim povedala svojo izkušnjo, pa to, kako se izvleči takrat, ko ti je hudo, kako premagati slabe misli, kako negativne življenjske izkušnje spremeniti tudi v pozitivne? Ne, šole ne. Predvsem, veste, vabijo tele bolj komercialne televizije, tudi medijsko so me že, da bi šla na kakšne oddaje, pa take stvari, nekako nisem bila, no, za to, da bi šla pa se nekaj medijsko preveč izpostavljati. Jaz rada, saj vidiš, večkrat objavim kakšen prispevek na Facebooku v krogu tistih, ki lahko to vidijo, pač mogoče povem malo zgodbo, kaj se dogaja z mano, največkrat objavim kakšne lepe stvari, ki se mi dogodijo, tako da vidijo, da konec koncev življenje gre čisto normalno naprej in mogoče s tem, ko kaj objavim, si mogoče lahko tudi kdo kaj zamisli, lej se že na vadbi mi marsikdo pravi, ja, če pa ti lahko vadiš, pravi, jaz sploh ne smem jamrati, Če bom jaz zdaj jamrala, ko tebe vidim, kako telovadiš pa delaš, pravi, jaz moram še dvakrat več kot ti, tako da mogoče, tle vidim eno tako, kot si rekel, da če me je kakšna šola povabila, da dejansko vidijo, da z neko nesrečo ni konec življenja, da se marsikaj da narediti, živeti naprej, samo če človek pozitivno naravnan, pa da vztraja. To si lepo povedala, Katja, meni se kdaj zgodi, pa sanjam, pa se zjutraj zbudim, pa mislim, da sem nekaj drugje.
v neki drugi situaciji, ampak se ti tebi kdaj sanja, da po noči, da tečeš, ali pa da imaš nogo, pa se zbudiš, pa ugotoviš, da so bile to samo sanje. Ne, takih sanj pa še nisem imela, tako da bi se mi zgodilo, da tečem ali pa karkoli. Ne, kaj takega mi pa res še ni, no, tako da jaz v bistvu bolj gledam, ne kako bom tekla, ampak kaj bom lahko delala še, kaj bom od športa še lahko uhanjala, a ne. Sploh ne razmišljam, pa kdo reče, pa Katja, se ti boš še tekla, pa smučala, se vem, da vsak hoče dobro, a ne, pa ti boš še vse, ti boš vse lahko, jaz vem, jaz točno vem, a ne, kaj bom verjetno še lahko, pa kaj ne bom mogla. Konec koncev, smučala verjetno ne bom več, a ne. Prvič zaradi funkcionalno ne, drugič pa tudi specialno protezo imeti za to, ker tudi ni toliko zelo poceni. Zime so skozi bolj za Andrek, To je po res, domače ja. povedano, ne. To je pa res, ja. Ja, tako da mogoče bom pa se probala na tistega invalidskega, ko so na pari olimpijskih, a ne, ko smučajo, a ne. Saj za probo kdaj, a ne. Sploh si ne delam utvar, kaj bom še lahko, ko ti kdo reče. Jaz točno vem, kaj bom še lahko. Si zelo, mislim, prizemljena, realna, si optimistična. Lepo te je poslušati, Katja, ravno zaradi tega, no, ker a ne, ko človek sam sabo razčisti, je že na 3/4 poti, a ne, ampak to je velikokrat težko, no, pa bom rekel, mi vsi ostali, ki smo imeli take in drugačne težave, ki so v primerjavi s tvojo, bistveno manjše, a ne, pa imamo veliko težav se sami s sabo kdaj sprijazniti, ne. Veliko ljudi, tekačev, rekreativcev tam zunaj, ima težave sprijazniti se že s tem, da se starajo in da ne morejo recimo po 50. letu več laufati maratonov, tako kot so jih v 30-ih, a ne. Ampak to so banalni problemi, recimo, a ne. In ne vem, lekcija, ki jo ti recimo daješ in mi je zelo tudi všeč, a ne, pa že na začetku so začela tako. Ja, pejte ven za božjo voljo, pejte migati, pejte se premikati, pejte početi tisto, kar lahko, ne jamrati nad tistim, kar ne morete. Ne? Ker če enkrat pa morda ne boste mogli tega početi, kar zdaj lahko in vam bo takrat žal morda. Ja, se to je največ problema, ne, človek, dokler je zdrav, pa mu nič ne fali, se tega ne zaveda, a ne. Iščeš kakšne izgovore, zakaj ne bi, kako ne bi, nekaj jamramo, pa ne vem koga. Pa pejte, a ne, a ne, takrat se ne zavedaš tega, pol pa, ko prideš v kakšno situacijo, ko pa res ne moreš, a ne, pol pa, ko slišiš, ne vem, koga, ki ti jamra, pa išče izgovore, pa mene to boli, pa ono, saj poznate onega hrvaškega, a ne, boli me ono, da nam kaj grdega še povedali naprej, a ne, vežbaj, trikikce, a ne, tako, jaz pravim, vežbaj, migajte, ko lahko, a ne. Ne iskati izgovorov, jaz sem zadnjič lepo napisala, ne iskati izgovorov, kako ne bi, ampak najdi izgovor, kako boš. To, Ja, to, nisem. tako. Evo, če je misel dneva bila povedana, je bila to zdajle, draga Katja, tistele pokale skozi špegam tam gor, imaš kakšnega ti ljubega, kakšno ljubo zmago, ki si jo rada spomniš, kakšno prigodo iz tvojih tekaških dni? Zdaj si me podvobil, ker jih je toliko veliko. Preveč jih je, se vem, Ja, ja. predobra si bila. Ne vem, če ti karkoli pade na pamet, ne vem, se pravim, kakšna zanimiva zmaga, ki jo nisi pričakovala, pa se je zgodila, pa si bila vesela. Ali pa kakšna druga prigoda, ki si jo Pa zdajle. ne, v bistvu najbolj mi je ostal v spominu, kot sem ti že prej rekla, ta Connemara maraton, no, na Irskem. Da sem na pol mrtvo prišla v cilj, bila sem pa tretja absolutno, no, to me je pa takrat, mislim, sem bila pa tako presenečena, pa da sem bila še pol ure zavita v eno deko in da se tudi sama sleči nisem mogla, to pa že dolgo se mi ni zgodilo, no, tako da. Lepo, Connemara, evo, zdaj pa sploh moramo iti. Mogoče planiraš
ali pa ste se pogovarjali v tvoji tekaški skupini, tam v klubu, da bi šli kam v tujino na kak tekaški izlet, koliko ste včasih hodili? Ja, še skozi imam v mislih kakšen, da bi šli tudi v tujino še, a ne, zdaj bili smo tudi v tujini, zdaj na Brionih je tujina, a ne, tako da. Vendarle, tako, to Ja, drži, ampak drži. mogoče tudi če kam drugam, no. Malo brskam, študiraš, kam bi šel, pol malo logistika, pa te stvari moraš preštudirati, a ne. Konec koncev pa, da vseeno, da ni predaleč, a ne, recimo ena Norveška je že malo, Irska, a ne, to so že veliki logistični zalogaji, ne. Nekam, kar bi se recimo lahko z vlakom ali pa z avtobusom še zapeljali. Recimo, ne vem, bivša Jugoslavija ima tudi še nekaj odličnih, a ne, me še kar mika, da bi šli tudi dol, še kam nižje, a ne. Ja, mi gremo letos oktobra v Skopje, ti bom Super. poročal. Ja, ti bom poročal, če je fižol še tako dober, ja, pa Paradajz zdrav. pa paradajz, pa paprika, pa vse ostalo, ti sporočim, ja, ti se ti javim s tem, naslednje leto gremo v Connemaro. Ja, pa če bo šla bila še kakšno idejo, sem na razpolago, drugače pa, evo, rekla si mi pred začetkom tega snemanja, kaj pa bom govorila uro pa pol, no, si videla, takole. Evo, takole. Ura pa pol, pa sam malo sva čvekala. Sem malo sva čvekala, ja. Super je bilo. Super je bilo. Katja, še enkrat res hvala iz srca, da si še enkrat povedala svojo zgodbo, da sva šla raziskati kakšne poti, ki bojo marsikomu dale misliti, tam zunaj, upam, da, no, spoštovani gledalci, spoštovane poslušalke in vsi ostali, ko tole poslušate, marsikdo teče, verjamem, a ne. Poglejte dol na svoje noge, pa se jim zahvalite, da so vas nesle ven, pa rečete, jutri gremo spet, a ne, škoda bi bilo, da ne bi. Pa tudi, če ne bo tek, pa sej sprehod, a ne. Uporabljajte tisto, kar imate, za Tako. božjo voljo, a ne. Draga Katja, jaz ti želim, rekel, lepo, ne prevroče poletje, zdajle, ki prihaja, uspešne projekte naprej, no pa da ostaneva na vezi malo, pa izmenjava si še kakšno idejo. Pa tako naprej. Evo. Najlepša hvala, Marko, za povabilo. Bilo mi je veselje. Če sem povedala kaj koristnega, bom vesela. Če pa ne. Katja, definitivno si. Že jaz Dobro. povem. Tako da, Hvala lepa. hvala, Okej. lepo se imej. Enako. Adijo. Čau.